Ko s tlačilko za zrak polnimo balon, opazimo, da se njegova prostornina poveča in da se obenem tlačilka segreje na višjo temperaturo. Prav tako vemo, da je snov v plinastem agregatnem stanju sestavljena iz izjemno majhnih gradnikov oziroma molekul, ki jih s prostim očesom ne moremo opaziti. Kako lahko prek molekularne narave snovi pojasnimo omenjena pojava? Zamislimo si, da opazujemo plin v zaprtem prostoru. Če bi si ga lahko ogledali dovolj od blizu, bi opazili, da je sestavljen iz množice molekul, ki se vedejo kot toge kroglice, katerih skupna prostornina je veliko manjša od velikosti prostora. Molekule plina se po prostoru gibljajo s konstantnimi hitrostmi, saj med njimi nastopijo sile le takrat, ko prožno trčijo eno ob drugo, kar je podobno igri biljarda. Maso posamezne molekule označimo z m0, razmerje števila molekul N in volumna V pa definiramo kot številsko gostoto NŠ. Gibanje molekul prikazuje tudi posnetek, ki je rezultat numeričnega preračuna. Kako iz tega modela dospemo do termodinamskih veličin, kot sta tlak in temperatura? Tlak je definiran kot sila na enoto površine, pri čemer je v našem primeru tlak v posodi posledica sil, ki se pojavijo, ko molekule trkajo ob stene posode. Če si pogledamo dogajanje ob steni, opazimo, da se pri trku molekula odbija od stene pod kotom, ki je enak vpadnemu kotu. Pri tem sila deluje le v smeri pravokotno na steno, pri čemer je sila enaka spremembi gibalne količine molekule po času. Sprememba gibalne količine ene molekule v smeri pravokotno na steno je enaka razliki končne in začetne gibalne količine. Silo ob trku tako podaja prikazna enačba. Skupna sila trkov molekul ob steno je enaka produktu sile posameznega trka in števila trkov, kar določa enačba. F je enako F trk krat N trk. Ugotoviti moramo še število vseh trkov v času delta T, med katerimi molekule s silo delujejo na steno. Molekule, ki v tem času trčijo ob steno, zapolnjujejo prostor delta V, ki je enak delta V je enako S delta X je enako S krat Vx krat delta T. Od vseh molekul, ki se med časom delta T nahajajo v tem prostoru, se v povprečju proti steni giblje polovica, zato jih le polovica trči ob steno in prispeva k tlaku. Število trkov v časovni enoti delta T, torej določa enačba N trk, je enako 1/polovica krat NŠ krat delta V. Je enako 1/polovica krat NŠ krat S krat Vx krat delta T. Če tako tlak na steno posode izrazimo skupno silo trkov, dobimo P je enako V vlomljeno S je enako V trk krat N trk vlomljeno S. To enačbo nato ustavimo izraza za skupno silo F trk in število trkov N trk, ter dobimo enačbo, ki se poenostavi v P je enako M0 krat NŠ krat Vx na kvadrat. Ugotoviti moramo še, kolikšna je povprečna vrednost kvadrata ene komponentne hitrosti molekule. Ker plin v posodi v povprečju miruje in je vpliv gravitacije zanemarljiv, torej je vedenje plina izotropno, lahko sklepamo, da gibanje v eni od smeri ne prevladuje, zato je povprečna vrednost posamezne komponente enaka 0. Po drugi strani mora biti kvadrat absolutne hitrosti posamezne molekule, ki ga zapišemo kot v na kvadrat je vx na kvadrat plus vy na kvadrat plus vz na kvadrat, različen od 0, saj ima v povprečju vsaka molekula kinetično energijo večjo od 0. Zaradi izotropnosti vedenja lahko sklepamo, da so kvadrati komponent hitrosti v vseh treh smerih enaki, torej da velja vx na kvadrat je enako vy na kvadrat je enako vz na kvadrat. Iz česar lahko izpeljemo, da je kvadrat posamezne komponentne hitrosti enak vx na kvadrat je enako 1/3 krat v na kvadrat. To enakost lahko ustavimo v enačbo za tlak in upoštevamo, da je produkt mase delcev in številske gostote enak povprečni gostoti ρ, s čimer lahko zapišemo zvezo za tlak, P je enako 1/3 ρ krat V na kvadrat. Z upoštevanjem enačbe za povprečno kinetično energijo molekul Vk je enako 1/polovica krat M0 krat V na kvadrat, lahko izpeljemo tudi enačbo, ki določa
tlak v odvisnosti od te veličine. P je enako 2/3 krat NŠ krat VK. Tlak kot posledico gibanja molekul lahko analiziramo tudi prek numerične simulacije, v okviru katere molekule trkajo ob premični pad in nam prenašajo svojo gibalno količino, zaradi katere na pad deluje sila. Enako načelo velja tudi za balon, čigar prostornina se poveča, ko ga napolnimo z zrakom. Ob njegovo notranjo steno trka večje število molekul, kar pomeni, da v njem deluje večji tlak, ki poveča volumen samega balona. Prek splošne plinske enačbe, zapisane v obliki P je enako NŠ krat KB krat T in predhodno izpeljane enačbe za tlak, lahko izpeljemo tudi enačbo, ki določa, kako je temperatura plina odvisna od povprečne hitrosti molekul. S preureditvijo te enačbe in upoštevanjem izraza za povprečno kinetično energijo molekul ugotovimo tudi to, da je povprečna kinetična energija molekul odvisna od temperature v skladu z enačbo VK je enako 3/2 krat KB krat T. Prek splošne plinske enačbe lahko tudi razložimo povečanje temperature tlačilke pri polnjenju zračnice na kolesu, saj povečanje tlaka ob posameznem gibu poveča tudi temperaturo. Iz kinetične teorije lahko izpeljemo enačbe za gibanje tekočin, ki upoštevajo lastnosti snovi na prostorski skali molekul in ki jih na fakulteti za strojništvo uporabljamo pri reševanju problemov iz prakse, kot je na primer analiza aerodinamike letalskega trupa. S kinetično teorijo lahko tudi pojasnimo delovanje dizlovega motorja. S stiskanjem povečamo tlak in temperaturo plina, kar pomeni, da se molekule v povprečju gibljajo hitreje. Zaradi tega pride do reakcije zgorevanja in sporočanja toplote, ki se v motorju pretvarja v koristno mehansko delo. Razumevanje teh procesov je pomembno za snovanje zmogljivih in učinkovitih motorjev na notranje zgorevanje.